Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Danes se bomo pogovarjali o tem, kaj nam prinaša februar, najkrajši mesec v letu. Po eni strani se sprašujemo, ali bo sneg, po drugi strani, ali bodo že cveteli zvončki. Kaj to število 2 pomeni v letu 2023? Iz tistih najhujših dvojk, da po domače rečem, smo splavali ven. Torej, izzivi komunikacije, ljubezni do sebe, prilagajanja, postavljanja mej, vse to je ostalo v letu 2022. Ali pač. Še vedno je dvojka zelo močna, še vedno se učimo postaviti za sebe, še vedno se učimo prisluhniti sami sebi. Torej, kaj nam prinaša letošnji februar? Prva stvar, ki je zelo pomembna, je celjenje čustvenih ran. Torej, za nazaj bomo določene stvari letos lažje razumeli, trenutek bo močnejši, bolj bomo v stiku sami s seboj, če si bomo le prisluhnili. To je tema letošnjega leta. Če ste moje oddaje zamudili, če ste napovedi morda preslišali, so na mojem YouTube kanalu, so na moji spletni strani www.lili-sorum.com. Poglejte si jih v miru, razmislite o vsemu temu, kar letošnje leto prinaša, kajti bo intenzivno leto na področju osebne rasti, duhovne rasti, naše podzavesti, našega zavedanja nas samih. Torej, februarja bomo lažje dostopali do vseh tistih miselnih vzorcev, ki nas bremenijo in ki niti niso naši. In lažje bomo zapirali tiste čustvene rane, ki so ostale z nami z lanskega leta. Zato pa je potreben svoj mir, pa svoj čas. In če primerjamo obdobje prednovoletne norije, hitije, vsega tega, ko se nam je tako zelo mudilo vse povsod. Februarja se vzemite čas zase. Število 2 simbolizira bolj počasno energijo. Ko se nam velikokrat zdi, da je od drugih odvisno, kaj se dogaja, da je od drugih odvisno, kdaj se bo nekaj zgodilo, kako se bo nekaj zgodilo, da se moramo nekako prilagajati. Zdi se nam, da smo vedno pred lekcijami potrpežljivosti. Torej, pred nami je februar, ki nam bo prinesel veliko možnosti drugačnega komuniciranja. Komuniciranja na način, da bomo tudi mi bolj jasni, bolj razločni, pa tudi lažje bomo odnehali tam, kjer bomo prepoznali, da pač resnično stvari več ne vodijo v neke dobre vode za nas. Kar je pa pravzaprav bilo leto 2022. Ogromno takšnih in drugačnih zgodb smo slišali. Veliko ljudi poznate, ki so v stiski, ki so imeli pred seboj težke odločitve. Februarja bomo te rane, te izgube, ta razočaranja, te izdaje, bom rekla, tudi izdaje samim sebi, lažje zakrpali. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da si bomo odpustili lažje tiste izbire, na katere nismo ponosni. In jaz upam, da ne samo sebi, da bomo znali odpuščati tudi drugim. Odpustiti pa nikakor ne pomeni, da to dejanje odobravamo. Pomeni, da ga spustimo. Odpustiti preprosto pomeni, da se ne bomo nečesa vsako jutro še vedno nalagali na svoja ramena in s tem hodili naprej. Odpustiti pomeni, da bomo sami sebi prisluhnili dovolj, da ne bomo več nosili seboj jeze, zamere, strahu in negativnih občutkov. Samo sebi zagrenimo dan s tem. Lahko tudi drugi osebi, če težimo drugi osebi, če vedno znova ponavljamo te teme, če jih vedno znova odpiramo, če smo vedno znova jezni, če vedno znova kar nekako eksplodiramo. Torej, februar ne bo čas, ko te energije umirjamo, ko te energije naj bodo namenjene iskanju dialoga, če tudi smo na 2 zelo različnih bregovih. Tega smo se pa zdaj, jaz upam, vsaj malo že naučili preko leto 2022, 2021, 2020, saj smo bili venomer za ali proti, cepljeni ali necepljeni, beli ali črni, levi ali desni. Jaz upam, da to srednjo pot, vsaj malo te srednje poti smo našli. Kajti, ko bomo prišli v mesec marec, bodo energije zelo drugačne, bomo mnogo bolj impulzivni, bomo veliko bolj hitri, nagli, bomo veliko hitreje tudi razdražljivi. Torej, naj bo februar še ta zadnji izdihljaj leta 2022, ki nas še vedno obdaja z mojstrskimi energijami, še zadnji tisti pogled nazaj. Kaj je tisto, kar nas je izpopolnjevalo? Kaj je tisto, kar nam je resnično veliko pomenilo v letu 2022? Kaj je bilo najlepše tega leta? Kaj je bilo darilo tega leta? In kako lahko te pozitivne energije vzamete s seboj naprej in jih konstruktivno uporabite tam, kjer boli. Se pravi, če vas je nek prijatelj izdal, če vas je neko prijateljstvo, odnos, situacija razočaral, če se nek projekt ni razvil tako, kot ste si vi želeli, kako lahko danes, tukaj in sedaj se odločite, da boste to spustili?
Spomnimo se, odpustiti pomeni preprosto spustiti. To ne pomeni, kot da bi ugasnili luč, dragi moji, to ne pomeni, da boste jutri pa super, to ne pomeni, da boste zdaj rekli, odpuščam si, pa se ne boste nikoli več na to spomnili, pa vas ne bo nikoli več pojezilo ali razžalostilo. Seveda ne. Pomeni pa, da boste morda lažje zadihali. Pomeni pa, da ko se boste ujeli v to razmišljanje, v to obujanje spominov, v to podoživljanje neke bolečine, da se ustavite in da si v tistem trenutku rečete, odpuščam si in odpuščam vsem vpletenim. Spuščam bolečino, spuščam zamero, spuščam razočaranje. In naslednji korak je, da to nadomestimo z nečim drugim. Se pravi, če eno stvar spustimo, kaj potem primemo? Kajti velikokrat ostanemo pri tem prvem koraku, ko rečemo, ok, spustil bom. Ne rabim več, ne želim tega več. Torej, česa se bomo prijeli? V prejšnjih oddajah sem rekel tudi, tako zelo smo proti tem ukrepom, pa vladi, pa temu, pa unemu. Kaj potem namesto tega? Kaj je rešitev? Torej, dragi moji, kaj je tisto, kar želite spustiti? Če kar tako izdajle vse to, kar je bilo slabo, vse tisto, kar vam prvo pride na misel, se odločimo, da bomo kar skupnimi močmi zdajle spustili. Dajte tako veliko črno vrečo, ki jo bomo spustili v največjo črno luknjo v vesolju. Vse to zdaj odhaja. Vdihnite, izdihnite, vse to zdaj odhaja. In zdaj si predstavljate eno veliko belo košaro s cvetlicami, svetlo, lepo, ljubečo sonce sije, ptičke slišite. Kaj boste položili v to košaro? Kaj je tisto, kar boste zdaj položili v ta nov prostor? Kakšne odnose? Kakšen način razmišljanja? Kakšne osebe? In verjamem, da se morda to včasih v mislih zdi zelo težko, pa nemogoče, pa kje bom najdel take ljudi, pa ali taki ljudje sploh obstajajo. To mi večinoma rečete, ko delam z vami v svetovanjih. Torej, kaj je tisto, kar boste položili novega in dobrega v svoje košare? In jaz upam, da ko boste naštevali, kaj je tisto dobro, da boste našteli tudi sebe. Kajti v mesecu februarju nas bodo vedno znova situacije opominjale, da smo pomembni tudi mi. Se pravi, ko nizamo svoje cilje, ko nizamo svoje dosežke, ko nizamo, na kaj smo ponosni, ko nizamo vse tisto, česar si želimo, včasih sebe malo zunaj pustimo. To moram reči, v zadnjih 6 ali 9 mesecih mojega dela z vami, ko pridete k meni na svetovanje, velikokrat rečem, sami sebe ste spustili iz enačbe življenja. Toliko je ciljev, toliko je nalog, toliko je zadanega. Vi ste tam zadaj delovni, pridni, ampak ko pa se treba vsesti za mizo in pojesti in uživati v tem trenutku, vas pa ni. Pa omenjate svoje partnerje, pa nadrejene, pa to je treba narediti, pa za uno je treba poskrbeti, ampak kje pa ste vi? Kje pa ste vi? Kje ste vi? Torej, dragi moji, kje ste? Kje v svoji veliki sliki življenja ste vi? Ste v središču, ste veliki zdravi velikosti, ste preveliki, ste premajhni, ste nevidni. Kam ste se v vsem tem porazgubili? Kje ste? In naslednje vprašanje bo seveda, kako ste? In če se znova vrnemo glavni energiji meseca februarja, lažje boste zdravili energijo, lažje boste zdravili sebe, lažje boste pogledali nazaj brez zamere. Torej, kaj vse tisto, kar pravzaprav ne spremeni vašega življenja, če ste jezni ali pa niste jezni. Velikokrat s to jezo ohranjamo bolečino in ohranjamo stres. Torej, naj bo februar tudi čas, v katerem se zavedajmo, da imamo vedno izbiro. Število 2 pravi, da sta vedno 2 plati zgodbi, 2 plati kovanca, 2 poti. Veliko smo govorili o enem in drugem bregu v zadnjih letih. Okay. Vedno se lahko najde srednja pot. Enkrat bo malo bolj proti levi, enkrat bo malo bolj proti desni. Torej, kako lahko najdete najbolj mirno pot in kako lahko to pot izberete? Kajti mislim, da je velika razlika, ali pot izberemo in po njej stopamo, ali dejansko se vdamo v usodo. Kajti, ko rečem, kjera je bolj mirna pot, govorimo o tisti naši pomirjenosti. Ko vemo, da smo na pravi poti, ko vemo, da delamo prav, ko vemo, da je to preprosto pot nas, če tudi nas nihče ne razume. Jaz, ko sem odraščala in ko sem govorila o Indijancih in ko sem govorila o Ekvadorju in ko sem poslušala indijansko tradicionalno glasbo, a mislite, da me je veliko ljudi, mojih sovrstnikov, razumelo? Da jih je veliko reklo, a ti pa tako cool, kako si pa ti the best.
Ali so bi tako gledali, kaj je s tabo narobe? Ampak to je bila moja pot. Katera pot je vaša pot? Katera je tista pot, katero vaša okolica ne razume, ampak vas pomirja? Ne tista pot, ko je manj krega doma. Ne tista pot, ko vas šef ne bo grdo gledal. Ne tista pot, ko se pritihotapite mimo sosede, samo da vas ne bo dobila, da imate znova blatne superge in bo morda nejevoljna, ker je hodnik blaten. Ne tista pot, ki zagotavlja mir, zato ker ste sebe izvzeli ven, ali ste se nekako potlačili, ste se nekako zatrli. Tista pot, ki znotraj vas prebuja mir, je prava pot. In to vam lahko razodene samo vaša intuicija in vaše srce, vaš um, vaše telo, vaš duh, nihče drug. Orodja, kot je numerologija, te starodavne čudovite vede nam lahko zelo pomagajo pri prepoznavanju nas samih, pri razumevanju življenja, pri razumevanju nas. Veliko, kar pridete k meni, pa mi rečete, ne vem več kako naprej, sploh ne vem, zakaj sem se rodil ali rodila. Nič hudega. V temu ne vem, je ogromno prostora in ogromno potencijala. Tu lahko numerologija pomaga, ne more pa prehoditi poti namesto vas. Zato bomo zdaj pogledali preko števila vaše življenjske poti, kaj vam prinaša februar in kje imate največ možnosti za uspeh. Jaz verjamem, da zdaj to znamo že izračunati takole in da veste že na pamet. Torej, seštevek vašega rojstnega datuma je vaše število življenjske poti. Toliko časa seštevate rojstni datum, da pridete do ene same cifre. Tisti, ki me sprašujete, kaj pa z 11, pa z 22, pa 33, da, to so mojstrska števila, ampak ta mojstrska števila nekako, če bi tudi to vklopili v napovedi, bi bila ta oddaja povsem predolga. Torej, drage moje enkice, tisti, ki imate seštevek rojstnega datuma 1, enke stopate na pot lastne samozavesti, ki jo boste nekako, bom rekla, prilagodili v jezik drugih. Torej, drage enkice, kako lahko stvari skomunicirate na način, da vas bodo razumeli tudi tisti, ki niso tako osredotočeni kot vi, ki morda niso tako zelo samozavestni, tako zelo hitri kot vi. Se pravi, ki vas morajo takole dohiteti, kot je mene zdajle dohitela formula. Se pravi, v življenju včasih se je potrebno ustaviti, zato da okolica dojame, zakaj se gre in da vas dohiti. Torej, drage enkice, počasi v februar je to, kar želim povedati in na način, da vas bodo razumeli, kaj želite povedati. Število življenjske poti 2. Drage dvojkice, tale dvojka vam je seveda pisana na kožo. Naj bo to čas povezovanja z osebami, ki so vam podobne, ki vas razumejo, ki vas podpirajo. Februarja ne borite tistih bitk, v katerih ne morete zmagati, torej ne prepričevati okolice, kakšni ste pa kakšni niste, še manj pa sebe. Še manj pa dajte sebe opravičevati pri sebi in najmanj sebe zatirati. Vi dvojkice, pa tudi trojkice ste take, da rade ugajate drugim, da rade pomagate drugim in v tem procesu velikokrat sebe izgubite. Od vas velikokrat slišim, počutim se kot predpražnik. Torej, naj bo februar čas, ko vse te funkcije, ko se podrejate, nekako spustite, opustite in prisluhnite sebi. Število življenjske poti 3. Drage trojkice, kreativne, ustvarjalne, ustvarjajte zase. Torej, poglejte nazaj v svoje življenje, poglejte v preteklost, kateri trenutki so bili najbolj srečni trenutki v vašem življenju, ko ste bili resnično radostni, veseli, kreativni, ustvarjalni. Kako ste se takrat počutili? Pojdite nazaj v ta občutek. In februarja dostopajte do tega občutka. Dostopajte v to energijo in se v njej dobesedno kopajte, tako kot bi s čopičem slikali na platno. Prežemite sami sebe, točno s temi vibracijami. In vse tisto, kar ne sodi v to bovlo, v to kupolo, v ta kotu radosti, naj ostane izven, ne noter tlačiti na silo neke začimbe, neke ljudi, neke odnose, neke navade, neke obveznosti, katerih resnično ne občutite. Število življenjske poti 4. Drage štirkice, februar bo mesec nasproti. Februar bo mesec, ko boste morda videli smisel v nečemu, pa ga potem ne bo, pa bo potem spet v redu, pa spet ne bo. Torej, to nihanje naj vas ne zmede. To morebitno bolj intenzivno čustvovanje naj vas ne zmede. Pravzaprav sebe lahko najdete na enem in drugem bregu.
Tako kot tudi sebe lahko najdemo pri vsakem temole številu, zdaj od 1 do 9, ko delamo napovedi. Verjamem, da če se poglobimo, da lahko najdemo nekaj zase. Tako boste našli nekaj zase v vseh konceptih življenja. Pomembno pa je, da niste preveč zabiti v tla, po domače povedano. Drage štirkice, ne biti trmaste, ne vztrajati tam, kjer se stvari ne premikajo več, oziroma kjer se ne premikajo več v konstruktivni smeri. Torej, prisluhnite sebi in najdite tisti poseben odtenek vas v določeni situaciji, v določenem odnosu, v določenem pogovoru, s katerim se vi počutite dobro. Ne se prisiljevati v določeno pozicijo. Število življenjske poti 5. Drage petke, vi imate rade nihanje, vi imate rade dinamiko, vi imate rade spremembe. No, februar bo malo prepočasen za vse to, v čemer bi vi uživali. Sta si pa 2 in 5 podobni v prilagajanju. Obe sta se sposobni prilagoditi. Torej, kje v življenju, torej vas zdaj jaz vprašam, drage moje petke, ste se preveč prilagodile? Kje morda je ta potreba po dinamiki, po spremembi postala morda malo premočna? Kje pravzaprav ne gre za to, da si želite dinamike, da si želite izkusiti življenje? Kje pravzaprav gre za to, da bežite pred tistim, kar je pravzaprav vaše? To se nam velikokrat zgodi. Velikokrat bežimo pred uspehom, bežimo pred tem, kdo smo. Morda je bila taka vaša vzgoja, morda je za vami neka zelo travmatična izkušnja. Februar je fantastičen čas, da boste prepoznali točno to. Kaj je tisto, kar vas pravzaprav zavira na način, da ste preveč aktivni? Se vemo, eni hodijo na tisoče športnih aktivnosti, s vsem Bogom se ukvarjajo, samo da se jim ni treba ukvarjati s seboj. In vsi se kdaj v to ujamemo, zato ne vas ne bo strah pregledati, kje morda ste se pa vi ujeli v podobno zanko. Število življenjske poti 6. Drage šestice, 2022, verjamem, da je bil leto in pol za vas, da je bilo leto naporno. Verjamem pa tudi, da ste se postavili na malo drugačne temelje, kot ste bili prej. Februarja bi se lahko zgodilo, da boste imeli občutek, da ste se nekako spet postavili na začetek nekih izzivov, na začetek nečesa, kar ste mislili, da ste že predelali. Zato vas vprašam, ali je možno, da ste ta izziv vi predelali, druga oseba pa še ne? Ali je možno, da pravzaprav v tej situaciji ste vi že prišli na nek nivo, ste vi že tisti lokvan, ki ste prišli ven iz blatne vode, pa okolica je še vedno blatna. Včasih samo malo narobe gledamo na določene situacije. Torej, februarja si vzemite čas in primerjajte sebe danes, vaše odzive, vaše misli, vaš način razmišljanja, vaš način funkcioniranja, kako se odločate, kakšne besede uporabljate in jih primerjate z vami 2 leti nazaj. Kar zapišite si to, kajti verjamem, da proti koncu leta se bo ta spisek znova spremenil. Število življenjske poti 7. Drage sedmice, letošnje leto je za vas izjemno, kajti ta 7, ki vam je pisana na kožo, februar mora biti malo manj. Zdogajalo se bo namreč, da vam bodo prihajalo v življenje ogledala, se pravi, kaj vse je nasprotje vam. To ne pomeni, da vam življenje kljubuje, to ne pomeni, da vam hoče partner ali partnerka za nalašč nagajati, to ne pomeni, da se je vse zarotilo proti vam. Kje pa. To preprosto pomeni, da dobivate drugo plat zgodbe, drugačen pogled. Kadarkoli se ukvarjamo z našim nasprotjem, lahko najdemo neke stezice po tem morju nasprotja, ki nam pokažejo drugačen pogled, drugačne možnosti. Torej, dragi moji, kako se lahko tistih izzivov, katere bi vi okarakterizirali kot največje izzive, lotevate drugače? Kako lahko vi spremenite svoj način razmišljanja ali odzivanja, da bo vam morda lažje? Pravijo, da ko je učenec pripravljen, se pojavi učitelj. Vi ste velikokrat v vlogi učitelja. Morda vaši učenci v tem trenutku niso pripravljeni za lekcijo. Torej, grejo vaše besede in vaša energija itak v prazno. Smerite jih raje vase. Število življenjske poti 8. Drage osmice, nekdo bi vam lahko zelo pomagal v mesecu februarju. Ne biti preponosne, ne tega jemati kot kritiko in še najmanj, kar se pa vam osmicam zelo rado zgodi, ne tega dojemati kot nesposobnost. Nihče se še ni rodil, pa je znal kar sam jesti, pa kuhati, pa pospravljati, pa biti poslovno uspešen in tako naprej.
Vsi smo potrebovali pomoč, usmeritev, učenje v začetku življenja in v vsakem trenutku življenja. In to je bistvo povezovanja. Letos smite iz 2 nul se sestavljeni. Torej, kdo vam lahko pomaga pri tem, tako zgoraj, tako spodaj? Komu lahko vi pomagate? S kom se lahko povezujete? Kdo je vam pravzaprav enakovreden? O tem bo tekla beseda v naslednji oddaji, kako se postaviti na enakovredno mesto. Torej, dragi osmice, bodite enakovredni, torej tako kot ste vi sposobni, so tudi drugi. Tako kot vi pomagate drugim, naj pomagajo drugi vam. Uravnovešajte ti 2 energiji, dajanja in sprejemanja, sicer se bo življenje zelo zakomplicirano v mesecu februarju. In še število življenjske poti 9. Drage devetke, ko govorimo o sprejemanju, velikokrat uporabim prispodobo tega repka, kaj boste zajeli, kaj boste spustili. Velikokrat dobimo ponovno priložnost in v vašem primeru je tudi tako. Torej, februarja se bodo morda lahko pojavile osebe, za katere ste mislili, da so že davno izgubljene ali da pač nekega pristnega stika ni več. Priložnosti, misli, nostalgije. Vi ste tisti, ki bo izbiral, ali je to dovolj kvalitetno ali ne. Vi ste tisti, ki bo izbiral, ali ja ali ne. Torej, prisluhnite najprej sebi, ker dokler vi ne veste, česa si želite, se bo zelo težko odločiti, kaj je v redu, pa kaj ni, ker bo ali vse v redu, ali pa vse slabo. In ta občutek bi se lahko pojavil februarja. Kaj hitro bi lahko pričeli posploševati. To je brez veze, ali pa to je toliko dobez, da moram kar vse. Oboje je pač ekstrem in verjamem, da ne v enem, ne v drugem ekstremu vas ne čaka tista prava sreča, kot tam, ko se najprej vi odločite, kdo ste, kaj želite in kako boste do tega prišli. Tako, to je bil pregled od 1 do 9. Februar nam bo vsem postregel z drobci tega, kar sem povedala za vsakega posebej. Se pravi, ogromno bo neke barvitosti, nasproti, informacij, namenjenih za to, da zapremo vrata. Pa s tem ne govorim, da se oddamo v usodo, ne govorim, da se skregamo, ne govorim o tem nasilnem zaključevanju, ne govorim o izgubi, ne govorim o razočaranju. Govorim o energiji, ko dejansko dojamemo, da smo nekaj prerasli. Ko dojamemo, da ne rabimo več dude, plenic, pomožnih koleščkov. Ko dojamemo, da smo točno takšni, kot smo tam, kjer smo popolni. In da se nismo tu zataknili in da ne bomo tu ostali. Ta občutek se je pojavljal pri vas v zadnjih 3 letih. Velikokrat mi pišete, ne vem kako naprej, ne znam ven iz tega vzorca, ne znam ven iz tega načina čustvovanja, razmišljanja, funkcioniranja. To samo pomeni, da vas čaka ena lekcija, ne pa celo življenje tega. Če pogledamo v osnovni šoli, kolikokrat nam je morda pri enem predmetu neka lekcija, neko poglavje predstavljalo težavo, pri drugih pa nič. To samo pomeni, da potrebujete malo več časa, malo več energije, malo več pozornosti, malo več truda. To ne pomeni, da ste nesposobni, to ne pomeni, da je z vami kaj narobe, to ne pomeni, da ste slabi. Enostavno pomeni, da potrebujete več ljubezni, več pozornosti, več razumevanja, več sočutja in morda nekoga, ki vam pri temu pomaga. In ko hodimo v šolo in nam nekaj ne gre, stopimo do staršev, stopimo do naših vrstnikov, morda imamo inštruktorja, v življenju velikokrat na to pozabimo. Torej, stopite do tistih, za katere vi menite, da točno to, kar vi potrebujete, znajo. Posezite po dobri knjigi, po dobrem dokumentarcu. Pojdite na terapijo, pojdite na svetovanje. Zakaj pa ne? Vse to so drobci mozaika, ki vam bodo pomagali v vaši šoli življenja, vaši šoli razvoja, rasti, sprememb. In letošnje leto se je komaj pričelo. Na koncu leta vam garantiram, da boste drugačna oseba. Na koncu leta vam garantiram, da bodo določena vprašanja, ki so se pojavljala v mesecu januarju in februarju, odgovorjena. Kje v tej sliki življenja boste vi, pa je vaša odločitev. Torej, če se vrnemo na začetek oddaje, kako vi sebe pozicionirate, je vaša odločitev. V življenje bodo stopali ljudje, za katere se bo zdelo, da vas podcenjujejo, da vas morda celo prezirajo, da vas morda sovražijo, da jim nikakor niste pri srcu. Najbolj pomembno je, da ko se vi pogledate v ogledalo, in ko vidite svoj odsev, da ste si pri srcu. Tudi tisti deli telesa, za katere bi si želeli, da bi bili drugačni, morda bolj mišičasti, morda bolj čvrsti, morda bolj mladostni.
Tudi tisti deli vaše podzavesti, za katere bi si želeli, da ne bi bili ranjeni, da ne bi bili prestrašeni. Tudi tisti deli vašega srca, čustvenega telesa, odnosov, partnerstva, prijateljstev, za katere bi si želeli, da ne bi bili tako boleči, da vas ne bi tako razočarali, da vas ne bi tako prizadeli. Tudi tisti deli vašega uma, kjer so vsi tista prepričanja, kako je življenje morda slabo, kako morda je težko, vse tiste negativne misli. Pomembno je, da ko se pogledate v ogledalo, da ste sami sebi v redu, ne glede na vse to, in zagotavljam vam, ni med nami razsvetljenega človeka, ni človeka, ki bi se pogledal v ogledalo in bi rekel, moje fizično telo, duhovno telo, moj duh, srce, se pravi glava, vse to štima, vse sem se že naučil, vse obvladam, jaz sem tukaj v bistvu samo še zato, ker se mi ne da na oblaku sedeti, nekaj tam na oblaku se mi zdi, da je glizdale malo gužve ali pa piha. Vsi smo se prišli učiti. Vsak ima svojo preteklost, vsak ima svoje potrebe, vsak ima svoje rane. In želela bi si, da vsak izmed nas, ko se zjutraj prebudi in se pogleda v ogledalo, je zadovoljen s tem, kar vidi v odsevu ogledala in potem, ko stopi skozi vrata ven v svet. Ta svet ustvarjate vi. Je že res, da je del tega sveta je lahko zelo toksičen, lahko prinese velike izzive, lahko prinese tudi velike krivice. Ampak na koncu dneva v ta svet stopate vi. In skozi katera sta vrata boste vstopali, izbirate sami. In velikokrat nam pri temu pomaga. Zelo velikokrat. Jaz sem imela ravno danes zjutraj svetovanje za eno čudovito gospodično, zelo sposobno, ki se je odločila med dvema zaposlitvima. In na koncu dneva je bilo potrebno samo spomniti, da naj se ne prodaja pod ceno. To so bile njene besede. Naj se zaveda svoje sposobnosti, naj se zaveda, da to ni zadnja možnost v tem življenju, da to ni zadnja poslovna priložnost in da če te stvari ne štimajo, zakaj bi na silo menjavala? In s tem bi se želila od vas posloviti. To, kar imate zdajle na izbiro, te poti, ti odnosi, ti ljudje, te navade, način razmišljanja, način funkcioniranja, način, kako se odzivate, besede, ki jih uporabljate, hrano, ki jo izbirate, izlete, na katere hodite, trgovino, v katero se odločite, da boste šli, ljudi, s katerimi preživljate čas, knjige, ki jih berete, filme, ki jih gledate, poročila, ki jih spremljate in tako naprej. To ni vaša zadnja izbira. Ne ujemite se v tako ljub, da se nam vedno nekam mudi in da če ne zdaj, potem pa nikoli. Razen če vam poje Elvis Presley osebno, boste zagotovo imeli ponovno priložnost. In februar, kot smo rekli, prinaša ponovno priložnost celjenja naših ran. Zato se ustavite in si obljubite, da boste sami do sebe nežni, prijazni, razumevajoči in da boste gledali v svojo podzavest, v svoje spomine, v svoje globine. Na socialnih omrežjih sem pred kakšnim tednom, dveh napisala, ne bojte se pogledati v svoje globine. Kje pa piše, da je tam temno? Saj ste vendarle bitje luči. Velikokrat se bojimo pogledati v sebe, kajti ne vemo, kaj bomo tam našli. In očitno se potem vsi tisti vzvodi, ki nam želijo vzbujati krivdo in občutek manj vrednosti, sprožijo. Nikjer ne piše, da vas mora biti lastnih globin strah. Kvečjemu obratno. Jaz verjamem, da se v vas skriva veliko luči, veliko ljubezni, veliko dobrega, veliko potencijala. In si želim, da si boste v februarju vzeli dovolj časa, da bi enostavno prisluhnili sebi. In potem sebe umestili v za vas ljubeče okolje. Tako da, dragi moji, objemite se in obljubite sami sebi, da boste do sebe enako razumevajoči, kot bi bili do 3 leta starega preplašenega otroka, ki ga ne boste na silo potisnili v posteljo, mu dali polštar čez glavo in rekli, naj zaspi. Je tako? Torej ne počnite tega sebi. Februar je lahko izvrsten mesec, odpira vrata marcu, ki bo veliko bolj dinamičen, veliko bolj spodbuden, veliko bolj kreativen. Zato je pomembno, da zapremo tista vrata in vso tisto energijo, ki jo ne želimo nositi seboj, torej vrata zaprite, zaklenite, se obrnite in pojdite v obratno smer. Kot se nekaj na začetku daje, ok, če smo definirali, česa si ne želimo,
kaj bomo nadomestili, kaj bomo namesto tega v svoje življenje privabili in pričeli ustvarjati. Naj bo to zadnja misel današnje oddaje. Kaj je tisto, kar si boste novega, čudovitega, fantastičnega priklicali v življenje in kaj je tisto, kar je super in fenomenalno, kar boste okrepili in ohranili v svojem življenju. Drug teden se vidimo z oddajo, kako sebe postaviti na enakovredno mesto, ki vam bo zagotovo pri tem tudi pomagala. Čau, čau!